Pozdravljeni. Na vrsto je že prišel tudi zadnji brifing velike nagrade Madžarske. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo pred začetkom nedeljske dirke. Kot običajno bo tudi današnji prispevek razdeljen na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v kvalifikacijah. V drugem delu se bomo ukvarjali z ritmom, ki ga bo lahko imela posamezna ekipa na sami dirki, in na koncu bom kot običajno predstavil tudi svojo osebno vizijo glede možnih strategij. A začnimo s kvalifikacijami, kjer smo dobili kar nekaj potrditev, ampak tudi in predvsem nekatera presenečenja. In verjetno je vse vas presenetil Lewis Hamilton z najboljšim štartnim položajem. Bil je najhitrejši, a le za 0,03 sekunde. In tu bi lahko dejali, da smo že dobili prvo potrditev. Spomnimo se lahko, kako smo pred časom govorili o tem, da Red Bull je izgubil del prednosti, katero je imel na začetku letošnje sezone. No, tu smo videli, da na nekaterih progah v posebnih pogojih so lahko, naprimer v tem primeru pri Mercedesu, izjemno blizu. A po drugi strani moramo biti korektni. Namreč George Russell je izpadel v prvem delu kvalifikacij in to bi lahko bilo neko večje razočaranje, namreč njegov moštveni kolega je bil najhitrejši, Russell pa v tisti zadnji peterici, ki pravzaprav označuje one najslabše. In zopet potrditev, da Lewis Hamilton pač ni osvojil vseh svojih naslovov svetovnega prvaka, le zato, ker je imel najboljši bolid na razpolago. Dodati je bilo potrebno še marsikaj drugega. In to Lewis Hamilton, ali nam je všeč ali ne, zna. A pojdimo naprej. Namreč to, da Max Verstappen bo dirko začel iz drugega štartnega mesta, ni nič takega in verjetno ga bo tudi malce bolj podžgalo. A njegov moštveni kolega Perez, kljub temu, da je prišel v tretji del kvalifikacij, je zopet tam zadaj na dnu. In vidi se razlika, ter razumemo tudi lahko, da kljub vsemu Perez in RB19 nista dobra kombinacija. Seveda, začnemo se lahko spraševati, kakšen je resen potencial tega bolida, ki je tu na Madžarskem pokazal kar velik paket posodobitev, in lahko bi dejali, da pravzaprav ne deluje. Namreč vsi mi smo verjetno pričakovali Red Bull bistveno bolj spredaj. A tu je treba tudi poudariti, da pri McLarenu so nas prijetno presenetili z obema voznikoma v zadnjem delu kvalifikacij in oba sta tam v drugi vrsti, kar je fantastičen rezultat, še posebej glede na to, da proga v Hungaroringu je čisto nekaj drugega kot ona v Silverstonu. Pri McLarenu so nekako zamaknili zadnji paket posodobitev, ki bi moral debitirati tu na Madžarskem, torej osnova bolida MCL60 je še kako konkurenčna in rezultati prihajajo na dan. Videli bomo, kaj se bo zgodilo na dirki. Verjamem, da v prispevku pred kvalifikacijami je bil marsikdo izmed vas malce začuden, ker sem tolikokrat ponovil, da prvo mesto Charlesa Leclerca na drugem prostem treningu ne smemo jemati kot nek znak hitrosti. Videlo se je danes na kvalifikacijah. Namreč Charles Leclerc ne samo, da ni bil tam spredaj, kot so si mnogi želeli, bil je za 2 McLarenoma in enim bolidom ekipe Alfa Romeo F1 Team
In to je še precej boleče, kajti ta bolid je polnik, ki ga vozi Zhu Guanyu. Torej, kvalifikacije, kar se tiče Leclerca, bistveno pod pričakovanji navdušencev, navijačev in vseh zaposlenih v sami Scuderii. A vidimo lahko, da pravzaprav mnogokrat tudi pri Ferrariju nam umetno ustvarijo neka pričakovanja, ki so potem nekako se spremenila še v večje razočaranje, ko rezultata ni. In Carlos Sainz mlajši je izpadel za nekaj pičlih tisočink, zato ker pri ekipi so ga zopet potisnili nazaj, ker so morali dati prednost Leclercu. In seveda jasno je, kdo je prvi, kdo je drugi voznik, ampak mislim, da v sami Scuderii bo rivalstvo še bistveno bolj ostro in na sami dirki bomo lahko slišali tudi kakšne zanimive komunikacije, če bo slučajno v določenem delu Sainz hitrejši od Leclerca. A treba je poudariti tu, da pravzaprav na samih kvalifikacijah smo bili deležni presenetljivih rezultatov, ampak mnogi bi lahko dejali, da je to predvsem zaradi novega formata, ki je zapovedoval uporabo pneumatike hard v prvem delu, medium v drugem in seveda one-soft v tretjem. A tu se ne strinjam z vami. Namreč zmeraj veljajo pravila Parc Fermea, torej nastavitve so fiksne, in ker na sami dirki pričakujemo tudi uporabo trših mešanic, na samih kvalifikacijah ni bilo, kar se tiče nastavitev, nič revolucionarnega in nič takega, kar bi pomenilo neko prijetno novost. Videlo se je, da nekatere ekipe so prišle presneto blizu Red Bullu in to je vse. Kar se tiče tega novega formata, sem sam zaenkrat precej razočaran, kajti z 2 setoma pneumatik manj so ekipe varčevale in še posebej tu, ko so pri Pirelliju izbrali za stopnjo mehkejše pneumatike od onih, ki so jih imeli na razpolago lani. Če bi tu ekipe imele C2, C3 in C4, bi bila situacija čisto drugačna. A poglejmo si sedaj malce, kaj pravi ritem pri posameznih ekipah. Če vzamemo tisto splošno računanje ritma, seveda za oba voznika pri eni in isti ekipi, bomo kaj hitro prišli do naslednjega razmerja sil. Tam spredaj še zmeraj Red Bull, ampak 13-14 stotink za njim, seveda 3 ekipe, McLaren, Mercedes ter Ferrari. Ker je situacija, ki omogoča marsikatero presenečenje in ni samo po sebi umevno, da bo tu Red Bull prevladoval tako kot na prejšnjih velikih nagradah. Nato 3 desetinke na krog zaostanka Aston Martin, kjer pri ekipi iz Silverstona moramo priznati tudi na kvalifikacijah niso blesteli kaj preveč. Nato Alpine za ostankom skorajda 4 desetink in nato zopet skupina 3 ekip, kjer so Haas, Williams in Alfa Romeo F1 Team, kjer zaostajajo za približno 7 desetink. Na koncu Alfa Tauri, ki seveda ima zaostanek na krog, ki se giblje okrog slabe sekunde. A to verjetno marsikomu izmed vas ne pove nič. Rad bi vam pokazal še naslednji 2 skici, ki sta po mojem mnenju izjemno zanimivi. Najprej, če pogledamo tu za posamezne voznike, bomo videli, da tako Hamilton kot Russell s pneumatiko medium sta imela izjemno podoben ritem, ki se je gibal okrog 84 sekund na krog. Po drugi strani s pneumatiko soft, Sainz in Leclerc z bistveno večjo razliko, okrog 3 desetink. Namreč tu bomo videli, da pravzaprav razlika med pneumatiko medium in soft ni bila tako izrazita. Tudi Max Verstappen s pneumatiko soft je imel čas na krog 83 sekund in 33 stotink, kar v primerjavi s tistem, kar sta pokazala oba Mercedesa, ni toliko hitreje.
A tu je treba poudariti še nekaj. Namreč ni važen samo tisti povprečni čas, ki ga vidimo na krog, ampak tudi kako se cel stint interpretira. To pa vidimo na tem grafu. Namreč lepo je videti, kako so nekateri iskali hitrost. In tukaj bi lahko dali v skupino Maxa Verstappena in Carlosa Sainza mlajšega. Po drugi strani Hamilton in Norris sta iskala daljši stint, ker sta seveda prevozila kar nekaj krogov več in čas na krog je v povprečju rastel in ne padal, kot v primeru prvih dveh. A glavno je tu opaziti rezultat Charlesa Leclerca, ki je imel krajši stint in njegov čas ni padal, je rastel. Torej vidimo, da v primeru voznika Scuderie Ferrari niso dosegli tistega, kar so si želeli, ne dolgega stinta in ne hitrega časa. A videli bomo, kaj bo pokazala sama dirka. To je samo nek pokazatelj tistega, kar smo videli na samih kvalifikacijah. In sedaj prihaja na vrsto tisti tretji del, kjer pač prikažem moje ideje glede možnih strategij. In kot običajno, v tem trenutku, ko snemam ta video, nisem imel ne priložnosti in tudi ne časa pogledati nobene napovedi, ki bi jo napravil Pirelli, ker po mojem vedenju jo še niso objavili, ali pa bilo kdo drug. Zato moje napovedi so lahko točne ali zgrešene v samem komentarju. Bomo seveda mojo napoved primerjali s Pirellijevo in vse skupaj na to z onim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A sam menim, da tista najbolj očitna, najbolj predvidljiva, najbolj suhoparna strategija je z dvema postankama, ker bodo vozniki začeli na pneumatiki medium, odpeljali približno 19 krogov in nato dva dela na pneumatiki hard, ki sta približno oba dolga 25 krogov. Lahko bo srednji malce krajši, zadnji malce daljši, ampak ne toliko, da bi bilo bistveno. Nato obstaja tudi strategija, kjer en del na pneumatiki hard zamenjamo s pneumatiko medium, ampak to spremeni tudi razmerje v dolžinah. S pneumatiko medium seveda zopet okrog 20 krogov in to se seveda ponovi tudi v drugem delu. V zadnjem, ko bi nataknili pneumatiko hard, pa bi ta del trajal približno 29 krogov. Seveda deli se lahko med seboj prosto mešajo. A obstaja teoretična možnost, da bi dirko za veliko nagrado Madžarske odpeljali tudi z enim postankom. Čeprav tu moram poudariti, da v primerjavi z lansko sezono so pneumatike za 1 stopnjo mehkejše in lani sem bil prepričan, da se to da, letos pa nisem. V vsakem primeru, če bi nekdo brez velikih težav s pneumatikami, predvsem z degradacijo, začel na mešanici hard, odpeljal 40 krogov in nato še 29 na pneumatiki medium, bi bilo izvedljivo, ampak na pneumatiki medium bi v tej varianti moral odpeljati tako dolg del proge, kot v drugi varianti na pneumatiki hard. A na prostih treningih smo res dobili premalo podatkov, da bi lahko bili prepričani v tiste razmere, ki bodo jutri na sami veliki nagradi na progi. A na koncu še nekaj krajših podatkov, ki bodo verjetno zanimali marsikoga izmed vas. Na progi v Hungaroringu je izguba časa pri postanku 20 sekund. Ukolikor bi se kdo odločil za postanek več, bi moral imeti približno 3 desetinke na krog boljši ritem, točneje 29 stotink. In še drugi podatek, ki bo verjetno zanimal marsikoga izmed vas. V vsakem krogu v povprečju uporabi bolid 1,5 kg goriva. Govorimo o kilogramih in ne o litrih. Kar pomeni, da vsak krog bi nato po teoriji moral biti hitrejši za 59 tisočink ali približno 6 stotink. Toliko o tem, koliko so hitrejši bolidi zaradi zmanjševanja mase, ampak
Mnogokrat tega mi, navdušenci, ne opazimo, ker pnevmatika ni več v tistem stanju, kot je bila nekaj krogov poprej. A le kot zanimivost, le kot dodatek za razmislek pred začetkom velike nagrade Madžarske. A tudi tokrat smo prišli do konca našega zadnjega briefinga. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.